Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo, čas je za rubriko Rastlina meseca. Zagotovo se bodo pod tem imenom oziroma zagotovo si bodo ta naziv daj zaslužile tudi gobe. Čeprav veste, gobe, medicinske gobe, pravzaprav niti niso ljudje tukaj zihar, kaj so, ne? Ali so rastline, ali so dejansko živali. Zato tudi nekateri rastlinojeci oziroma vegani gob recimo ne uživajo. Tukaj imam v rokah čago in pa agarikus, ampak rada bi vam pa vendarle pokazala najbolj nenavadne gobe sveta, ki izgledajo vse prej kot gobe, pravzaprav spominjajo na različne dele našega telesa in so celo grozljive. Evo, poglejte tole, na kaj vas spominja. Kakšne so to gobe, prav nenavadne, take za noč čarovnic, za otroke strašiti. No, ampak katera rastlina pa vendar je rastlina meseca, rastlina tega meseca, to so alge. In ker obstaja toliko različnih vrst alg, smo izbrali rjave morske alge. V moji družbi pa je Jelena Dimitrijevič, lepo pozdravljena, dobrodošla Jelena, certificirana nutricionistka. Ko sem se pripravljala že dolgo časa nazaj, moram reči, in izbirala informacije o rjavih morskih algah, so me zares navdušile zaradi ogromno stvari, zaradi ogromno podatkov o tem, kaj naredijo v telesu. Kaj pa tebe najbolj navdušuje pri rjavih morskih algah? V bistvu, alge so v moji kulinariki vedno prisotne. Veš, da sem jaz fenica alg in da jih obožujem in da brez alg absolutno ne gre. Ne samo za hrano in za nutriente, ki jih vsebujem, ampak tudi za zdravje. In kot si se že sama omenila, rjave alge imajo posebno mesto tudi pri meni. Predvsem zaradi tistih lastnosti, ki jih imajo kot zdravilna rastlina. In tukaj res govorimo o vseh teh zadevah, kot so nutrienti, nutritivne snovi, jod na prvem mestu. Seveda vemo, koliko je danes ogromno pomanjkanje joda. Predvsem zaradi tega, ker dejansko ga ni več dovolj v zemlji, rastline ga pol ne potegnejo, potem ga mi ne dobimo. Jaz pa ne zagovarjam seveda uživanja živali, rib in tako dalje, da bi posredno dobili na tak način jod. Tako da alge so ta prvinski vir zelo dobrih nutrientov, poleg joda seveda tudi železo, cink, bakar, kalij, kalcij, antioksidanti, različne vlaknine, ni da ni, imajo pa fenomenalno funkcijo pri razstrupljanju. Seveda telo se samo razstruplja, ampak dejansko mu moramo pomagati, da ta proces teče bolj z lahkoto, ker smo obkroženi z različnimi toksičnimi snovmi v hrani, vodi, zraku, elektrosmog in tako dalje. Tako da to je ena stvar. Druga stvar je podpora imunskemu sistemu nasplošno, da se znebimo kakšnih vnetij v telesu, da je pravilen odziv imunskega sistema. Pa se vse bolezni, če gledamo, so v bistvu vnetja oziroma vnetna stanja. Res je. In potem se zgodi degeneracija tudi na celični ravni. Hormoni, ključna stvar, vemo, brez alg, brez tiste naravne podpore, pol ščitnica ne more dobro delovati. Ogromno žensk, ti tudi se s tem sigurno srečuješ, ima težave s ščitnico. Seveda so večplastne zadeve, ni to samo fizična raven, tudi čustvena raven, ampak ko govorimo o fizični strani, tukaj govorimo o pomanjkanju predvsem joda, selena, magnezija, vitaminov B kompleksa in večino tega tudi dobimo v algah. Zelo zanimivo mi je bilo, zadnjič smo imeli delavnico o hormonih in pride ženska in reče: imam kdaj glavobole, imam težave s ščitnico, pa imam težave tukaj ginekološke na tem predelu, se pravi z jajčniki in tako naprej. In se pravi, šla je zdravniku za glavo, šla je zdravniku za ščitnico, šla je zdravniku za ginekološke zadeve, vsak je dal svoja zdravila, svojo terapijo in vse skupaj je bilo še slabše. Seveda. Je pa to vse skupni imenovalec, ne? Ja, normalno, ker v bistvu, kot že sama veš, zmeri, ko gledamo kakšna neravnovesja, jaz rajše rečem neravnovesje kot kakšna bolezen, tukaj se gre za celosten pristop. In to se skozi poudarja. Ne moremo posamezno gledati posamezne dele telesa, ampak je treba telo, ko se telo zdravi, samodejno, ko itak to samo počne, dela celostno. In potem je treba ugotoviti, kje je glavni razlog, ampak kot sama praviš, v tem primeru zagotovo težave s ščitnico, ki se začnejo v bistvu tudi z nadledvično žlezo, z nadledvičnimi žlezami. In
takrat, ko smo veliko pod stresom, napetostjo, tudi ledvice, ko morajo več delovati, ko je obremenjeno telo na splošno, to seveda tudi vpliva na stanje naše ščitnice. In če nam zraven primanjkuje nekaj ključnih mineralov, ki so odgovorni tudi za normalno delovanje ščitnice, bomo imeli težave vsekakor. Wow. Takole, torej, v nadaljevanju boste izvedeli tudi, zakaj prisegati na rjave morske alge, če se hočete znebiti herpesov, zakaj jih uživati sploh, če imate amalgamske plombe, to so tiste zvezdice, srebrne, črne, ki jih mogoče imate še vedno v vaših zobeh, pa tudi kako rjave morske alge pomagajo pri mačku in pri več različnih stvarih. Tale trenutek pa pogledamo en prispevek, ki smo ga pripravili posebej v čas tokratni rastlini meseca, tisti, ki si zasluži ta naziv, in to so rjave morske alge. Ko je znanstvenik in raziskovalec izjavil, da bodo alge rešile človeštvo in planet, se je ta izjava mnogim zdela pretirana. Tudi nam. Potem pa smo začeli raziskovati. Rjave alge imajo 200-krat več železa kot rdeča pesa, 8-krat več magnezija ter 100-krat več joda kot katerakoli kopenska rastlina in približno 14-krat več kalcija kot kravje mleko. Si predstavljate to moč, ki jo imajo rjave morske alge? Še posebej priznane so tiste, ki rastejo v arktičnih vodah Norveške, in ko človek izve, kakšne sposobnosti imajo, to ti vzame sapo. Ko bereš naslove objavljenih člankov v svetovnem merilu, lahko prebereš, da alge preprečujejo strjevanje krvi, nastajanje krvnih strdkov, zmanjšajo nevarnost kapi, srčnega popuščanja, nastajanja ovir, ki zmanjšujejo pretok krvi po žilah pa arterijah, pomagajo pri uravnovešanju krvnega tlaka, kislo bazno ravnovesje ohranjajo, vsebujejo širok spekter hranil, kar jih dejansko tudi uvršča med ta najpopolnejša živila. Zavirajo različno vnetna stanja v telesu, varujejo celice pred staranjem, omogočajo večjo absorpcijo hranil iz drugih prehranskih dopolnil, ki jih morda uživate, podpirajo zdravo delovanje črevesja, ki je seveda osnova zdravja, ohranjajo močne kosti, pomagajo pri artritisu, bolečinah v sklepih, lajšajo ženske mesečne tegobe, krepijo, spodbujajo rast las, čistijo, pomlajujejo kožo obraza v kombinaciji z glino, povečujejo trdnost nohtov, odpravljajo celulit, ščitijo celo kožo pred UVB žarki, staranjem, pigmentacijo, gubami. Posebni polisaharidi v rjavih algah pa preprečujejo beljakovinam, ki povzročajo celo raka, da bi se pritrdile na steno debelega črevesja. Wow. Če želite podpreti svoje telo, torej bodite pozorni na rjave morske alge in jih kar dnevno zaužijte, najboljše kar zvečer za učinkovito nočno popravilo regenerativnega spanca. Rjave morske alge so torej rastlina meseca. Jelena Dimitrijevič je torej v moji družbi. Čeprav, Jelena, tanke so alge, ne? Ja. Tam jaz ne rada grem v vodo. Tanke so kamenčki, ogabne so mi, no, po domače povedano, ne? In imam pol tak odnos do njih, ampak pol, ko pa spoznavaš vse te stvari, jih pa vzljubiš. Tako, ko začneš res ceniti to, kar dajo tudi ekosistemu na splošno, ker so čistilci voda. Zaradi tega skozi poudarjamo tudi, ko jemljemo alge ali uživamo v taki obliki, da v kulinariki ali kot prehransko dopolnilo, moramo res paziti, od kje to prihaja. Ker velikokrat danes najdemo, alge so zelo popularne in potem si vsak reče, ja, lahko bi poskusil, bo nekaj dobrega zame, ampak nažalost alge so lahko tudi zelo onesnažene, zaradi tega, ker vežejo nase različne toksične snovi, težke kovine. Tega pa si ne želimo v našem telesu, ampak se želimo očistiti telo. Zaradi tega res moramo paziti, od kje pridejo, kje rastejo. Ponavadi, seveda, ko govorimo o rjavih algah, govorimo o hladnih oceanih povsod po svetu, ampak nadzorovano tudi okolje, v katerem tudi rastejo, da ni toliko onesnaženja, je ta pravi vir, iz katerega želimo. Ker vežejo nase, Tako je. Sem prebrala ravno zadnjič, da določene vrste alg, da so kontaminirana že vsa nahajališča in se jih je treba povsem izogniti. To so nekatere zelo znane, kot so spirulina, klorela. Absolutno. In
je kar žalostno, da se je to dogodilo. Pri klepetu ob kavi priporočamo izključno ekološke kakovosti in sicer zares preverjena zadeva. Nočno popravilo je ena izmed tistih, za katere lahko rečemo, da poznamo oziroma da je zadeva taka, kot mora biti. Sicer pa tukaj imamo razlogov res veliko, zakaj bi uživali alge. In ena je tudi recimo vsrkavanje težkih kovin, razbremenitev telesa, poleg tega, da preprečuje nalaganje stroncija, alkalizira telo, razbremeni jetra, pospeši delovanje ledvic in kako super je za hormone in tako naprej. A smo mi res tako polni teh težkih kovin? Odkot dejansko mi dobimo te težke kovine? Veš kaj, mislim, zdaj, ko pogledaš ta sodobni svet, v katerem živimo, stvari so se spreminjale, ko pogledaš 100 let nazaj, kako zdaj živimo. Ogromno je prometa, tistih plinov, ki se najdejo ne samo v zraku, ampak tudi padejo na tla, potem dejansko kmetijstvo, ki je tudi onesnaženo. Ogromno stvari prihaja in od zunaj in od znotraj, oziroma takole pride v naše telo. Poleg tega pa zelo težko telo obvladuje vse te stvari, ker nima več mehanizmov, da bi toliko veliko težkih kovin, ki jih najdemo povsod, pa tovarne, pa ne vem, res od marsikje tega dobimo, ne more shendlati vseh teh stvari in potem rabi pomoč. Zaradi tega nikoli ne govorimo, ja, uporabljam to in to stvar, to me bo razstrupilo. Vsaka stvar, ki pride v naše telo, bo samo ustvarila pravilno okolje, da se ta mehanizem razstrupljanja boljše aktivira in da telo pol lažje odpravlja te stvari. Pri algah je tako, da dejansko vežejo nase težke kovine, tudi različne druge toksične snovi, in potem jih spravijo ven iz telesa. In če jih uživamo redno, recimo, če je to nekajmesečna kura, takrat si res lahko pomagamo. Seveda obstajajo tudi take težke kovine, ki pridejo globoko v naše telo, tudi na celični ravni. Takrat je alge dobro kombinirati tudi s nekaterimi drugimi rastlinami, da pol pride v krvni obtok sama toksična snov in potem jo alge poberejo in izločijo iz telesa. Wow. Bravo. Torej, rjave morske alge so absolutno rastlina tega meseca in tudi zelo primerne ravno za ta čas, ko smo že imeli nekaj odpovedi gostov zaradi tega, ker so zboleli. Ja, smo že dejansko tam. Imamo pa na telefonski liniji tudi gledalko, ki ima izkušnje z rjavimi morskimi algami. Kaj nam je povedala? Dober dan. Ja, sam tole bi rada povedala za tele alge. Tale stvar mi je res naredila razliko, neke multivitamine pa take zadeve že prej probala, ampak sem se zmeri bala tudi zaradi ščitnice in policističnih jajčnikov in tale zadeva je fajn to sliktala, tudi počutila sem se boljš in ne morem verjeti nobena druga, nek multivitamin, ker se veliko bolj sliši, ni dejansko tako dober naredila, res tele alge, tako da jaz sem opazila razliko, ni bilo sicer v prvih dneh, ni bilo v prvih dneh, ja. Pa tudi pri samem blatu sem opazila, da grejo zadeve ven, se pravi, kakor nek ta detoks celega telesa se je opazil, ampak res ne v prvem tednu, pol tam per ene 2 tednih sem začela opažati, da se je to zgodilo in vztrajati je treba. Vztrajati je treba, ne? Ja. Tukaj ponovadi pademo, ne? Ja. Mogoče en teden, 2, potem pa... Veš, zaradi tega, ker so pričakovanja, spet to velikokrat ponavljava v tem smislu, marsikdo pričakuje, ker je navajen, da če zboli, potem gre zdravniku, vzame zdravilo, simptomi se zmanjšajo, kar ne pomeni, da si zmagal oziroma da si spet prišel v ravnovesje, sam nimaš več očitnih simptomov, kasneje se to lahko stopnjuje v še večjo težavo. Tukaj pa se gre za to, da kot narava deluje bolj počasi, ampak na pravilen način in zaradi tega ne moramo pričakovati, da se bo čudež zgodil v enem tednu. Lahko pa marsikdo, recimo, ki je bolj občutljiv na kakršnokoli spremembo, že hitro začuti, da se dogajajo pozitivne spremembe, ampak dejansko je res pri vsaki kuri, jaz rečem, 2 do 3 mesece minimalno, lahko tudi več, seveda odvisno od zadeve, ki jo bomo uživali. Hvala, Jelena. Simon Godina je povedala, če ne uživate nobenih prehranskih dopolnil, potem uživajte vsaj rjave morske alge. Razložila pa je, zakaj.
Mislijo, da so alge sam jod, pa ni samo to. Ne? Kot si omenila, so en tak zelo dober multivitamin. Ko mene vprašajo, kakšne vitamine priporočaš, jaz v bistvu v taki obliki vitamine priporočam, ker alge so res eno tako super živilo. In v morju itak najdemo zdravje. Tako da še Hipokrat je rekel, pojdite v morje po svoje zdravje. Za ženske je zelo koristno. Recimo tiste, ki imajo močne menstruacije, pa močno krvavijo, bojo imele korist od alg, zato ker jim bojo nadomestile to železo, vse te minerale, ki jih izgubljajo. Preden nastane menstruacija, že v tisti folikularni fazi, kjer nastajajo jajčeca, bojo pa tudi bolj kvalitetna jajčeca, tako da tiste, ki se mogoče pripravljajo za nosečnost, tako za ženske kot za moške, za oba. Za oba. Kako pa je pri sami nosečnosti? To je bila tudi moja priprava za nosečnost, pravzaprav rjave morske alge. Ja, vsekakor, predvsem zaradi tega nutritivnega aspekta, ampak predvsem, ko govorimo o povezavi z jodom. Zaradi tega, ker pomanjkanje joda je tudi povezano z neplodnostjo. To je prva stvar. Ko pa zanosimo, takrat je za otroka izjemno pomembno, da mama ima zadostne količine joda, ker jod je v bistvu odgovoren za psihofizični razvoj tudi samega otroka, ki bo prišel tudi na ta svet. Tako da nosečnice imajo tudi večjo potrebo po jodu, kot mi, navadni ljudje. In to pomeni, da v tem primeru, če ne užijemo hrane ali nimamo dobrega vira joda, takrat je dobro, da si vzamemo prehransko dopolnilo. Zdaj, marsikdo bo pomislil, če bom pretiraval, da ne bo preveč joda. Dejansko naše telo izloči čez urin prek ledvic odvečni jod. Večina se ga shranjuje tudi v naši ščitnici, ker ščitnica ga največ tudi potrebuje. Tako da tudi s tem, če vzamemo kakšno dopolnilo, ponavadi so take količine, da so zadostne za našo dnevno potrebo, tako da se nam ni treba bati, da bomo pretiravali. Eden izmed podatkov, ki me zelo navdušil pri rjavih morskih algah in zaradi tega jih redno uživam zdaj že več kot pol leta, da preprečujejo rakotvornim beljakovinam, da bi se pritrdile na steno debelega črevesja. Ja, tako. Tu v povezavi s tem je definitivno preprečevanje nekaterih tipov raka. Tudi recimo pomembna stvar je ta, da spet ta spektar vseh tistih mineralov in to, kar pravijo, da uporabljajo alge, posebej rjave alge, namesto multivitaminskih kapsul. Jaz to tudi bolj zagovarjam, predvsem zaradi tega, ker želimo dobiti nekaj, kar ni sintetično. Ne želimo sintetične oblike kakšnih mineralov, vitaminov, želimo bolj se približati naravi. In seveda vsi tisti, ki imajo ali predispozicijo, da zbolijo za kakšno boleznijo, posebej v povezavi z rakom, ali so že zboleli, recimo, tudi v tem primeru svetujem, da se uživajo alge. Odlično, hvala za vse to, kar si nam dejansko zaupala. In takole, imamo še eno čudovito fotografijo naše gledalke, ki jo je posredovala, in sicer v naši rubriki Moj ponos dneva. Takle lep, čudovit šopek je pripravila, mislim, da je tukaj tudi Sivka. In evo, da boste tudi sami ponosni na svoje zdravje, na svojo zdravstveno sliko, na svojo krvno sliko, na svoje počutje. Rjave morske alge, ki so torej rastlina meseca oktobra, vam lahko še kako pomagajo in pripomorejo. Uživanje pa torej zvečer, kajti po noči je tisti čas regeneracije, revitalizacije. Še kakšna informacija več in tudi članki na klepetobkavi.si.